Tokrat v občinskem informatorju. Kava z novinarji pred sejo mestne občine Maribor. V okviru tedna slovenske hrane na Muti tržnica lokalnih ponudnikov. V Vitomarcih pripravili tradicionalni slovenski zajtrk. Za tradicionalni slovenski zajtrk poskrbeli tudi v študentskih domovih Univerze v Mariboru. Srečanje starejših občanov in občank v Vuzenici. Ob tednu Karitas znova usmerjeni v pozitivno prihodnost in dobrodelnost. Lepo pozdravljeni. Pred redno in izredno sejo mestnega sveta Mestne občine Maribor so predstavniki občine predstavili ključne poudarke, ki bodo na seji v ospredju, ter nakazali, katere izzive in odločitve želi občina izpostaviti pred javnostjo. Poglejmo. Na Mestni občini Maribor je pred 29. redno in izredno sejo mestnega sveta potekala kava z novinarji, kjer so predstavniki občine predstavili izhodišča za prihajajoče razprave. Župan je ob tem posebej poudaril sodelovanje z Gibanjem Svobode in ga označil kot uspešno. Zadnji rebalans proračuna je v bistvu razbremenil zadolževanje v višini 6,4 milijone zaradi tega, ker je bil center Rotovž v tej višini financiran iz evropskih sredstev. To ne je bilo mogoče, če ne bi za tem stal tudi predsednik vlade, gospod Robert Golob. Mestna občina je v postopku nakupa novih vozil, ki bodo namenjena tudi souporabi. Ne samo občina, ampak holding in javna podjetja in javni zavodi, vsi, da bomo imeli različne točke za avtomobile in ko jih mi ne bomo uporabljali, bodo tudi v uporabi ljudi. Zato je avtomobilov zelo malo, premalo in imamo težave s tem, kdaj priti v Ljubljano. Na seji bodo med drugim obravnavali še gradnjo stanovanj v mestu, vzpostavitev javnih igrišč ter obnovo cest. Prijavili 3 projekte z področja trajnostne mobilnosti za sofinanciranje, torej prenova Gregorčičeve s Trgom generala Maistra, prenova Ljubljanske ulice, ki bo postala drevored, in nakup polnilnic za električna vozila. Prenovili bodo tudi 4 ulice. Trubarjeve od parka do Arome, 700 metrov 4 kare, Heroja Tomšiča, Heroja Staneta in vse te ulice bodo v bodoče brez robnika in bodo vse imele zaožena cestišča, da bo več prostora za drevesa. Predstavili pa so še nov odlok o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in inovativnosti. Vzpostavlja vsebinski in hkrati pravni okvir za spodbujanje podjetništva in inovativnosti z enim ciljem, in sicer z ciljem vzpostavitve podpornega podjetniškega okolja in ustvarjanja novih delovnih mest s poudarkom predvsem na tistih z visoko dodano vrednostjo. Po njenih besedah namreč podatki kažejo, da Podravska regija močno občuti problem odliva kadrov. Poseben poudarek bomo pa namenili razvoju kadrov, pridobivanju novih znanj in kompetenc ter spodbujanju sodelovanja med podjetji, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami in drugimi podpornimi institucijami, s katerimi že tudi zdaj sodelujemo, zelo tesno sodelujemo v Mariboru. Ta povezava in sodelovanje s temi podpornimi institucijami, predvsem tudi z univerzo, kar se trudimo okrepiti, je tudi ključna za uspeh gospodarstva v Mariboru. Opozorili so še, da mestne četrti in krajevne skupnosti že več kot 20 let delujejo v nespremenjenem sistemu, ki po njihovem ne sledi več aktualnim potrebam mesta. Te središče participacije, neki prostori za neko kulturno-družabno življenje v vseh delih občine, torej razpršeno, da bi se več tam dogajalo, da bi bilo več nekih tudi kulturnih dogodkov, kulturnih vsebin, nek prostor za mlade, kjer se mladi lahko povezujejo, tudi nenazadnje politično aktivirajo, ker vemo, da zdaj vključevanje mladih v politiko je še zelo nizko. Predstavnik občinskega urada za šport pa je predstavil letni proračun za šport. Skupna vrednost letnega programa športa za leto 2026 tako znaša dobrih 4,8 milijona evrov, kar je za dobrih 400 tisoč evrov več kot v letu 2025. Naj samo še poudarim, da je sprejetje letnega programa športa obvezno, preden lahko oziroma pogoj, da lahko sploh začnemo z izvedbo javnega razpisa. Mestna občina Maribor pa med drugim pričakuje dodatnih 21 milijonov evrov evropskih sredstev za gradnjo centra Rotovž, kar bi vlada po napovedih Arsenoviča potrdila že prihodnji teden.
Na Muti pa so pripravili tržnico lokalnih ponudnikov. Gre za osrednji dogodek drugega tedna slovenske hrane. Muta je tudi lani sodelovala pri tem projektu, letos pa pokazala, da imajo tam res odlične domače dobrote. V drugem tednu slovenske hrane je sodelovala tudi občina Muta. Pred Kinhofnom so postavili tržnico lokalnih ponudnikov, ki so obiskali tudi učenci in učenke domače osnovne šole, ki vedo, kaj spada k tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. Pa še kaj sami radi jedo, so povedali. Med, rženi kruh, maslo pa mleko. To je tisto, kar je našteto, pa imaš rada ti vse to? Ja. Spada tudi jabolka, ko jo imamo vedno zasadno malico, pa zajtrk. Imamo vedno med pa maslo, pa vedno pijemo zdravo mleko. Jaz imam jabolko zdravo, rada pa... Še mogoče kako drugo sadje? Ja. Katero? Pomarančo, lubenico, ananas. Pa mogoče kaj teh domačih, ko so hruške ali pa kaj takega tudi? Ja. Solato, paradižnik, korenček, včasih pa še čebulo. Tako, ne? Pa, če je vse skupaj zmešano, je pa mešana solata, ne? Ja. Ja. Se pravi, je na tvojem jedilniku, ne? Ja. In potem so se zapodili k stojnicam s hrano in pijačo, kjer so bili že drugi otroci. Na stojnicah je bilo polno dobrot, ki so jih z veseljem jedli. In smo ponosni na tak širok spektr ponudnikov, ki jih imamo tukaj pri nas v občini Muta. Dopolnjuje pa današnjo tržnico tukaj tudi Center za krepitev zdravja z določenimi vsebinami. Seveda moramo paziti na svojo prehrano. Stojnice so bile polne medu, izdelkov iz mesa, čebeljega voska, kruha, domačih namazov, jabolk in še marsičesa drugega. Tukaj imamo našo prniško čebelico, gospod Galer, potem gospod Šantl, potem imamo naše kmečke žene, društvo kmečkih žena in pa seveda našo kmetijo, ki se ukvarja z predelavo mleka in sicer Stipaničeve mlečne dobrote. In en tak skupek vsega tega je danes tukaj prikazan in smo, kot sem že prej omenila, ponosni, da se udeležujejo in sodelujejo. Marsikatera ponudnica je znala tudi svetovati, kaj je zdaj, ko je vse bolj mrzlo, dobro jesti, da si okrepimo zdravje. V tem času je zelo, ko je tako hladno, tudi domači čaj z medom dobrodošel, z lipovim medom, ki blagodejno vpliva tudi na dihala. Pol imamo različne vrste meda, cvetlični, gozdni, lipov, hojev je bil letos, ki je zelo redko tudi. Pol gospodinje spečemo tudi kakšne medenjake, medene lizike za grlo. Pa tudi propolis, med v satju in še kaj drugega, kar je na tržnici imela druga čebelarka. Sama imela vse, kar se da dobiti iz panja. Kar čebele predelajo, ja, pa še svečke iz naravnega voska, pa propolis, pa cvetni prah, pa med v satju, pa malo likerja. Tako, povejte za med v satju takole, ne? Lahko se ga je, ne? Ni nobenih težav pri tem, ne? Ne, tudi če tisti vosek pogoltneš, ni kaj narobe, ja. Drugače pa blagodejno vpliva za razkužilo ustne in ustne votline in zobkov. To so včasih imeli na mesto zobne paste. Še več različnih domačih dobrot pa so imele članice Društva kmetic Dravske doline. Potrudili smo se, z več kmetij smo prinesle dobrot, mesne dobrote, skuta, mlečne, spekle nekaj dobrega, tako da. Videli smo tudi, otroci so zelo veseli bili, ne, so pokusili, ne, marsikaj, ne. Ne nazadnje imate pa tudi jabolka tu, kar pa spada tem tradicionalnem slovenskem zajtrku. Ja, otrok smo bili zelo veseli, pripravljeni smo seveda za tradicionalni zajtrk, jabolka, krhlje, zraven seveda med. Županja pa je na koncu povedala še, da bodo naslednji dan v petek zjutraj imeli v šoli in vrtcu tudi tradicionalni slovenski zajtrk. Na podružnični osnovni šoli in v vrtcu Vitomarci pa so imeli danes tradicionalni slovenski zajtrk in polno delavnic, na katerih so otroci z veseljem sodelovali. Poglejmo podrobnosti.
Učenci in učenke podružnične osnovne šole Vitomarci, pa tudi otroci iz vrtca, so imeli tradicionalni slovenski zajtrk. Sami prav dobro vedo, kako pomemben je zajtrk. Zajtrk je pomemben za energijo, delovanje možganov, ponavadi pojem kako jabolko, ali se da med jabolka, pa jogurt, ali pa ovsene kosmiče, pa mleko. Da telesu energijo za cel dan, pa da nisi samo zjutraj pač take si zabaven, da tudi druge obroke moraš jesti. Pa da imam več energije, da nisem zaspana cel dan. Se vjutraj naješ, pa da še dobiš nekaj energije za cel dan, pa da nisi preveč utrujen. In kaj sami radi jedo v šoli in doma za zajtrk? Ja, vzamem si čas za zajtrk, jem pa naprimer kakšen jogurt, pa notri ovsene kosmiče, ali pa naprimer med pa maslo na kruhu. Včasih si mleko naredim, pa včasih jem maslo pa marmelado ali pa maslo pa med. Jogurt pa kaki čaj pa kruh včasih. Tudi v oddelku, kjer je vrtec, so imeli tradicionalni slovenski zajtrk. Pri tem pa so si prižgali še svečke. Mleko in tudi še kakao. Kaj pa kaj jeste, kaj čez dan v vrtcu sadja, pa zelenjave? Imate mogoče tisto, kar imaš ti najrajši? Kaj je to? Jabolko. Ki je tako lepo, pa kremo. Pa jeste, ne? Pa ti je dobro danes? Ja, zato ker jemo med, pa maslo, pa mleko pijemo. Kruh, pa gol maslo, pa med. Tako. Tudi doma tak ješ? Ja. Jaz imam rada mleko, pa maslo. Ja. Zakaj pa? A so dobrega okusa? Ja. Učenci in učenke so skupaj jedli zajtrk, predtem pa so slišali tudi nekaj skladb, zaigranih na harmoniko, nekaj otrok je zaplesalo. Na sami šoli pa vse leto skrbijo za zdravo prehrano. V bistvu smo v shemi šolskega sadja, tako da imamo vsak teden vsaj neko sadje, drugače pa pri malici, pri kosilu je vedno kakšna sadja, zelenjava, pa tudi poslužujemo se lokalne prehrane, od mleka do kruha, tako da res poskrbimo za zdravo hrano. Skrbijo, da jedo vsak dan res kakovostno lokalno hrano. Naša šola je tudi ekošola in nekako skozi vso leto poskušamo ozaveščati otroke o tem, kako pomembno je, da se zdravo prehranjujejo. Seveda tudi šola naroča, glede na to, kje živimo v naravnem okolju, čim več hrane iz v bistvu domačih kmetij, kolikor to seveda se dopušča. Tako da ja, pomembno, jaz mislim, da je zelo pomembno v teh časih, da pač ozaveščamo tudi otroke o tem, kako pomembno je se zdravo prehranjevati, da imeti zajtrk vsak dan. Ob tako pomembnem dnevu in tednu slovenske hrane pa niso pozabili niti na čebele in čebelarje. Ti skrbijo vse leto, da otroke ozaveščajo. Lepo je, da je tudi šola vztraja na tem, da tudi mlade poučuje o čebelarstvu, kajti nekaj let je bilo zmes premora, žal pa je dosti šlo v pozabo. Ja. Lepo je, da se mladi izobražujejo in zvejo tudi nekaj o samem čebelarstvu in v medu. Prav to so jim tudi na delavnici povedali in pokazali, tudi opremo čebelarja. Na drugih delavnicah pa so kuhali in počeli še veliko drugega. Prav tako tudi študentski svet stanovalcev študentskih domov Univerze v Mariboru je v sodelovanju s študentskimi domovi priredil tradicionalni slovenski zajtrk za stanovalce svojih domov. Študenti so na glavnih recepcijah študentskih naselij prejeli vrečko s tradicionalnimi slovenskimi pridelki, torej kruhom, jabolkom, maslom in medom. Danes je študentski svet v sodelovanju s študentskimi domovi pripravil tradicionalni slovenski zajtrk. Študenti pa so na recepcijah prejeli vrečke s kruhom, jabolkom, maslom in medom. Jaz mislim, da je zelo lepa gesta, glede na to, da študenti velikokrat nimamo niti časa si zjutraj pripraviti zajtrka zaradi zgodnjih predavanj. Se mi zdi super ideja, da lahko malo pojemo normalne hrane, da niso samo kakšni hitri sendviči ali pa samo kakšna slaščica za zajtrk. Priložnost, da si vzameš nek zdrav zajtrk, ko je zato tudi pakiran v vrečkicah, da ga ne rabiš takoj pojesti, ampak da ti lahko ostane za potem, ko si pač res vzameš čas. Cilj dogodka je spodbujanje zdravega prehranjevanja. Noter je koruzni kruh, jabolko, med, maslo,
Zgleda super, no. Preverili smo, ali je bila v vrečki res zdrava hrana. Promoviramo res to slovensko pridelano hrano in pa tudi pomembnost zajtrka, ker je pa vseeno najpomembnejši obrok dneva. Ne? Pri študentskih domovih imajo tudi visoke grede, preverili pa smo, ali študentki na njih kaj delajo. Jaz mislim, da trenutno ima to bolj čez uprava študentskih domov oziroma zaposleni, verjetno gospodinje, tako da študenti so zdaj malo manj aktivni na tem področju, upam pa, da se malo bolj aktivirajo. Sprejet je bil nov zakon na področju študentske prehrane. Zdaj je bil sprejet ZUPŠ-2, ki v bistvu omogoča, da bone koristimo do polnoči vsak dan, v bistvu vsak dan, ja. Torej bonov je več, kot jih je bilo prej. Mislim, da jih je zdaj za vsak dan, ne samo za vsak delovni dan. Poleg tega pa se mi zdi, da bo zdaj tudi mogoče hrana malo bolj dostopna študentom, zato ker se je zvišala subvencija, tako da bomo zdaj v bistvu plačevali, mislim, da nekje 1 evro manj. Veliko restavracij z študentskimi boni se nahaja v neposredni bližini študentskih domov. Imamo kar nekaj dobrih restavracij, tako da se mi zdi, da smo kar preskrbljeni. No? V bistvu vsi kampusi imajo veliko dobrih restavracij okoli, pa tudi Mariboru res ni nič tako zelo daleč, da ne bi mogel iti, tako da se mi zdi, da je ponudba kar pestra. Slovenski tradicionalni zajtrk v študentskih domovih poteka že tradicionalno. Vsekakor želimo, da se naši stanovalci v redu počutijo in sem spada tudi zdrav slog življenja. Tako da mi študente, torej naše stanovalce spodbujamo tako k športnemu, kulturnemu udejstvovanju, tudi k zdravemu prehranjevanju, se pravi, da imajo redne obroke, da imajo zdrave obroke, kljub tej ponudbi dostave hrane, jih spodbujamo, da se zajtrkujejo in ta priložnost je idealna za to, da jih opomnimo. Tradicionalni slovenski zajtrk tako tudi letos študentom ponuja priložnost, da se povežejo z lokalno pridelano hrano in pomenom zdrave prehrane. Župan občine Vuzenica Franjo Golob pa je z ekipo pripravil prijetno srečanje starejših občanov, ki so že dopolnili 70 let. Teh je sicer kar 400, a čisto vsi niso prišli na to srečanje. Otroci iz osnovne šole in vrtca pa so jim pripravili prisrčen program, ob katerem je bil marsikateri občan ganjen, saj so otroci med drugimi našteli, zakaj imajo radi babice in detke, ter kaj jim babice in detki počnejo. No, podrobnosti pa v prispevku. V Vuzenici so pripravili srečanje za starejše občane in občanke. Veliko jih je prišlo, marsikateri je že bil na prejšnjih srečanjih, tako da so bili veseli, da se spet vidijo in da si lahko ogledajo tudi nastope otrok. Ja, to je kar v redu. Fajn je iti, ne? Ja. Se verjetno med seboj nekateri že poznate, ne? Ja, pa sorodniki smo pa. Pa da. Program, recimo, ko otroci vam zaigrajo? Malo je programa, pa kosilo, pa gremo domov. Bolj težko hodimo. Gad smo še kar gremo, Ja. Malo kaj gremo. Drugače pa je prav, da imajo. Ja. Danes tudi otroci pridejo skupaj, pa se malo pogovorijo, pa cajt mine. Ja, v redu je vse posod. Kam greš je v redu, ker je družba v redu, ne? Ja, pa gostitelji so tudi, mislim, pridejo z vseh koncev, ne, pa otroci nastopajo, tisto je najlepše. To je tisto, ne, da malo poživi? Ja, da se otroštvo vrneš nazaj. Obiskovalci so bili veseli, da lahko poklepetajo, se podružijo, vidijo otroke in tudi, da dobijo darilca in pogostitev. Samo je pa fajn, da je tako druženje naredijo, da se pač včasih malo vidimo, pa srečamo, kot drugače je tako bolj malo, se veste. Ja. Lani je bila brisača, letos pa med. Tak je prav, tak. Kaj pa to vam je kam všeč, ko otroci nastopajo? Osnovna šola, ja. Ko mi smo že dolgo iz tega ven. Izredno, ker se malo kdaj tako vidimo, pa sem zelo zadovoljen, da smo poklicani. Verjetno so takšni znanci, prijatelji, druge verjetno, ko še spoznate. Tako, ja, večinoma jih poznam. V redu, ja, vsako leto se srečamo, zdaj po 70, večinoma tako se poznamo vse, ampak zdaj, ko enega tako skupaj pridemo, je pa kar v redu, ja. Župan je dejal, da je tako srečanje predvsem zahvala vsem starejšim občanom in občankam. To jemljem kot veliko odgovornost, predvsem do starejših ljudi in seveda enkrat letno jih tudi povabim na to srečanje starejših občanov in občank, ki dopolnijo svojih 70 let in više. Torej, kot rekoč, prek 400 je teh občanov in občank, vsako leto se povabilo tudi v lepem številu odzovejo.
Pri tem pa je izpostavil, da je pomembno tudi medgeneracijsko druženje. Zaradi tega tudi v kulturnem programu vedno povabimo in odlično sodelujemo tudi z najmlajšimi, tako z šolo in vrtcem, kar pa še naenkrat popestri dogajanje današnjega dne in seveda, ker se izteka tudi letošnjo koledarsko leto, ob tem tudi zaželim predvsem veliko zdravja, čestitati ob njihovih vstopu v 70 leta, kar jih je letos tudi prek 30 teh novih članov in seveda z željo za dobro sodelovanje tudi v prihodnje. Pomembno pa je, da se vse leto skrbi za starejše na različne načine in oblike. Absolutno da. Predvsem so tukaj starejši, ki se vključujejo v številna naša prostovoljna društva, pa naj izpostavim predvsem Društvo upokojencev, Društvo invalid, gibalno oviranih, predvsem Karitas, tudi Center za socialno delo, šola in vrtec. To so tiste ustanove, s katerimi tudi tokom celotnega leta odlično sodeluje tudi občina in seveda skozi pestre programe, ki jih Vuzenica pripravlja skozi celotno leto, so predvsem vključeni tudi starejši. Torej njihove želje se izpolnjujejo na področju športa, razvoja kulture in pa ostalih dejavnosti, ki jih kot zvesti občani opravljajo skozi vsa svoja desetletja. In prav zaradi tega si vzamejo tudi čas proti koncu koledarskega leta in starejšim namenijo tudi družabno srečanje, s katerim jim naklonijo čas, pozornost in naklonjenost. Pred tednom Karitas pa je predsednik slovenske Karitas Alojz Cvikl, mariborski nadškof in metropolit pa na novinarski konferenci poudaril pomen dobrodelnosti v cerkvi in izpostavil zgled ter delo ljubezni, ki ga mreža Karitas opravlja po vsej Sloveniji. Pred tednom Karitas je predsednik slovenske Karitas nadškof Alojz Cvikl poudaril pomen dobrodelnosti v cerkvi ter izpostavil zgled in delo ljubezni, ki ga mreža Karitas opravlja po vsej Sloveniji. Prinaša luč v to temo, da prinaša upanje tam, ker upanje ugaša. Upanje lahko prižge samo dobrota, sočutje, odprto srce, ki vidi, ki sliši, ki išče načine, kako bi prinesla luč, ker je tema. Karitas že vrsto let za svojim delom podpira ljudi v stiski. Letošnji teden Karitas je posebno zato, ker kar 4 Karitas letos obhajajo 35 let. Najprej slovenska, potem ljubljanska, koprska in mariborska. Zato je tudi teden hvaležnosti. In prav hvaležnost je tista, zaradi katere nekdo znova najde upanje. Gotovo je zelo pomembna materialna pomoč, a še bolj se mi zdi, da je pomembno sočutno srce. Da nekdo, ki zna prisluhniti sočloveku, ki se zna vživeti v svet tega človeka, ki trpi, ki ne vidi več poti naprej. Potem pa gotovo tudi materialna pomoč, ki je tista, ki lahko oblaži, včasih pa tudi premaga situacijo, v kateri se nekdo znašel. Teden Karitas, ki bo potekal v prihodnjem tednu, v ospredje postavlja srce in dobroto. Je ta teden praznik vseh naših prostovoljcev, več kot 10.100 jih deluje praktično v vsakem kraju v Sloveniji, v vsaki občini. Samo v lanskem letu so naredili 600.000 ur prostovoljnega dela, kar je neka številka, ki govori o njihovi dejavnosti, o njihovi dobroti in solidarnosti. Mnogo od tega, kar naredijo, je skritega, najbolj pomembno pa je to, kar prinesejo ljudem v stiski s svojim srcem in z sočutjem. Pripravljajo številne dogodke. V sredo 26. novembra ob 12. uri bo sveta maša na Ponikvi. Potem grejo na sejmišče v Celju, kjer pojejo topel obrok in se tudi tam naprej družijo in ob 16. se udeležijo generalke Klica dobrote, kamor pridejo tudi varovanci iz različnih ustanov v Celju in okolici, potem osebe s posebnimi potrebami iz VDC-jev in to je tudi za njih en poseben dogodek. Osrednji dogodek tedna Karitas bo dobrodelni koncert. Večerni Klic dobrote ob 20. v dvorani Golovec v Celju, kamor so povabljeni vsi ljudje, ki želijo s to svojo udeležbo se seveda veseliti teh nastopajočih in pomagati ljudem v stiski. Na pomoč vsako leto zaprosi veliko ljudi. Samo v Mariboru so obravnavali skoraj 3200 prošenj in do sedaj vključili v pomoč 2262 oseb. Izdali smo skoraj 2200 prehranskih in higienskih paketov, 920 paketov z oblačili in drugimi humanitarnimi artikli.
V tednu Karitas po župnijah potekajo koncerti, srečanja in dnevi odprtih vrat. Geslo Na poti upanja sporoča, da že majhna gesta in bližina drugemu človeku prinaša upanje in krepi solidarnost. Toliko za danes v oddaji Občinski informator, no poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri ob 10. uri v kulturno dvorano KPC Majšperk prihaja mini teater z otroško predstavo Žabji kralj v okviru otroškega abonmaja. Gre za pravljično in zabavno zgodbo, ki bo navdušila najmlajše in njihove starše. Na Mariborskem Pohorju pa bo jutri, torej 22. novembra, potekala redna letna reševalna vaja na krožno-kabinski žičnici. Namen vaje je preveriti pripravljenost in usklajenost vseh služb, ki skrbijo za varnost potnikov. V nedeljo 23. novembra pa bodo v Gorišnici proslavili tako imenovano Katrejino. Slednje bo potekalo na Dominkovi domačiji s pričetkom ob 14. uri. Gre za bogat kulturni program in dejavnosti o programu. Pogledali pa si boste lahko tudi vrata oziroma odprli vam bodo vrata Dominkove domačije. Toliko z moje strani, želim vam lep konec tega tedna in nasvidenje.